Ljudje in ljudine, poslušate 196. epizodo podcasta Bot in 4. epizodo meseca Westerna. To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, obot, osmešili, brezobzirno ogolili in dekonstruirali. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Groovy man, Igor Harp Alright. in Aljoša Harlamo. on sploh ne proba več. Znova brez gosta, nič manj gosta besede. Ne bom. Ne boš. Današnja epizoda je 4. epizoda letošnjega tematskega meseca, ki ga posvečamo westernu. Tokrat se bomo lotili revizionističnega westerna, to je westerna, ki je nastal večinoma v novem Hollywoodu in je poskušal dekonstruirati tako ameriški mit, ameriški karakter, kot tudi sam žanr westerna. Če filmov, ki jih bomo danes obravnavali, še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da se bomo sicer skušali izogibati kvarnikom, to da to gotovo ne bo šlo v popolnosti, saj so teme, motivi in vse ostalo pogosto povezane s tem, kako junaki končajo, zato si jih nekaj, vse, morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že kdaj prej pogledali in gre večinoma za klasike žanra, ali pa jih niti ne nameravate gledati, potem pa se za dober mesec nehajte umivati, prižgite si cigaro in opazujte sončni zahod. Če veste, cigaro. Aha. Zdaj imam air quotes. Air quotes. Ja, cigaro. To ful dobro dela v tem mediju. Vem. Ja. Maestro, ena hipijevska. Huska. Hipijska muska, čeprav spravim srcem. Ok, the best. Pravim srcem, spet air quotes. Ja, danes delamo revizionistični western, to skratka spada, to so tam 70, 80. Konč 60. Rečemo post-študentski protesti, bla bla. Navdihnjeni s tem. Hipijevsko gibanje preide že v Ne hipijevsko. Vojna v Vietnamu seveda je tukaj zraven, ki je zelo vplivala in na ameriško mnenje in na ameriški odnos do vlade, politike, tudi zakona. Ameriški odnos do Jugovzhodne Azije. Tako. Ja, ki so jo zbombardirali. Tako, in tudi na vidik, kako pač ves svet gleda na Ameriko pravzaprav, kot ne več morda za hitre intermezzo. Ste zadnjič videli eno glupo mem vprašanje, kdo lahko premaga Captain America? Captain Vietnam. Prav. Okay. In Captain Afganistan in Captain... Ja, saj jih je več, ene par dobrih kapetanov je tam zunaj. No, jaz bi vrgel v mix še, ne vem, če si to hotel. Če si to omenil. Author Theory, oziroma avtorski film, novi Hollywood, je to, je ameriški odgovor na to. In bomo tudi veliko govorili o avtorskem filmu. Zdaj, revizionističen western se je dosti zgledoval po špageti western, po nekaterih temah, po tem, da so tudi tukaj ni junakov, ampak so tudi kar precej antiheroji. Ali pa je pa predvsem tisto, kar je pač počel, je to, da je vzel si mite, recimo Pat Garrett, Bill and the Kid, kaj sta že, Butch Cassidy, Descendants, skratka, vzel je te mite in jih pokazal ali malo bolj življenjsko, realistično ali pa v resnici komično nek način, kot bomo videli recimo na koncu v Buffalo Billu in podobno. Tako da, jaz mislim, da je to neka... Tudi malo bolj tragično. No? Pa tudi tragično, seveda, ker govori o smrti Divjega zahoda, oziroma smrti mita v Divjem zahodu, ne o Divjem zahodu samem. To je že čisti postmodernizem. Če smo še lahko mogoče Leone, oziroma špageti westerne nekako, jaz mislim, da še jih lahko pritisnemo nekje vmes, bolj, rečemo v temo manierizem. Čeprav v vidiku na to, da je ono predelava Jojimba, je že postmodernizem. Že to je to, ampak se pravim, zato manieristično je bolj, ker so vsi klišeji našpičeni, tlele pa vsaj Peckinpah jih v bistvu pretirava, ampak razseka z že nekim filozofskim pristopom, ne zato, ker je cool, zgolj cool, ampak in tako naprej. Tako da res tukaj bi z modernizmom zaključil, se v bistvu res gre za postmodernističen pristop, junaki, miti se cancellajo, ubijajo, razkosajo, kakorkoli, z čistim jasnim namenom, da se to dekonstruira. Tudi dosti, jaz sem še pogledal neki film, ki ne bi jih glih uvrščal, recimo med
revizionistične toliko, koliko bi rekel, da so neki poskusi westerna po špageti westernu, ker pač je dosti tega nasilja, sadizma, maščevanje, tudi tukaj zdaj postane pri nekaterih od teh Clint Eastwoodovih recimo filmih zelo pogosto, ampak se vidi vseeno, da se žanr že malo tudi muči, no, sam sabo, recimo tako je tudi El Dorado, ki je Rio Bravo posnet, še enkrat sem mičkano drugače, recimo, ne, imaš take primere, ampak se že vidi, da malo stvari pokajo po šivih, da ni več ista, da tudi igralci sami ne verjame več, tudi ne morejo več na enak način igrati teh herojev. Zanimivo mi je, jaz sem pač tole revizionistično dobo nekako začel vseeno z režiserjem, ki smo ga omenjali v zlati dobi, Johnom Fordom, ki jaz mislim, da tukaj naredi en zelo zanimiv pristop v filmu The Man Who Shot Liberty Valance, kjer se film začne z smrtjo, s pogrebom, skratka James Stewart kot ameriški senator se vrne skupaj z ženo v neko mestece na Divjem zahodu, ker pridete na pogreb junaka, za katerega se izkaže, da je to seveda lik, ki igra John Wayne. Skratka, John Ford postavi na začetek filma mrtvega Johna Wayna v krsti, simbolično na nek način seveda s tem pokaže, Divji zahod je mrtev. In zelo zanimiva zgodba, v kateri skratka spoznamo Jamesa Stewarta, kako pride to mesto kot idealistični odvetnik, ki želi unesti zakon in red, potem pa mu vsi govorijo, najprej ga oropa Lee Marvin kot ta Liberty Valance, ga napade, kočijo, mislim, da tudi celo nekoga njega pretepejo z bičem ga prav sadistično mlati po njem. In James Stewart potem, ko pride v mesto, pač hoče od šerifa, da aretira. Vsi vejo, da je to on naredil, Lee Marvin, on celo pride v gostilno, tam, kjer ga sprejmejo, ampak nihče nič ne ukrene. Šerif je bojazljivec, John Wayne pa igra nekega takega rančerja, ki mu tudi skuša povedati, ne bo šlo drugače, kot da vzameš orožje v svoje roke. To je Divji zahod, law and order, tukaj ni orožje v svoje roke. In na koncu James Stewart popusti, in na vide se zdi, da on ustreli Liberty Valanca in ga vsi častijo kot človeka, ki je ubil Liberty Valanca, in on še na koncu, ko se pelje z vlakom, mu vsi govorijo, ti si pa človek, ki je ubil Liberty Valanca. Čeprav on senator, ogromno je naredil, uvaja neke zakone, dobre stvari, skuša uvesti, spet red in mir, ampak on bo vedno veljal za človeka, ki je bil Liberty Valance, skratka ta njegov mit preživi, in tukaj mislim, da John Ford zelo pokaže, kako mit o Divjem zahodu živi, ne glede na karkoli, ker se seveda izkaže, da John Stewart ni ustrelil Liberty Valance, ampak ga je od strani ustrelil John Wayne. Seveda. Ki mu pa seveda prepove, da bi to povedal, zaradi tega, ker ve, da bo on lahko izkoristil ta mit, zato da bo njega izvolili, ker se takrat borijo, skratka ti novi priseljenci se borijo z rančerji, ki želijo odprte planjave, ki želijo svoje skratka goveda povsod past. Tako Shane. Ja, to je bil ta osnovni konflikt zelo pogost na Divjem zahodu, in zaradi tega, da bi ga izvolili, skratka ne sme povedati, da ni on zastrelil, in v resnici on živi z lažjo. In meni je to en takih zelo pač več kompleksen film, ki pripoveduje o ameriškem mitu kot o nečem, kar živi neko zombijevsko življenje, na laži, utemeljeno na laži, ampak vseeno živi in se ga ne moremo fucking znebiti. Ja, pa razgali konstrukcijo tega. Tako. In dejansko svoje lastne filme prejšnje tudi malo pokaže. Glej, delal sem mite, jaz vem, kaj sem delal. Delal sem laži. Če kdo ve, potem vem jaz. Noro, res se mi zdi izredno hud film. In potem seveda pridemo na The Wild Bunch, Divjo hordo po slovensko, ki pa je nekaj povsem drugega. In je zame je bil kar šok, jaz sem ga zdaj po dolgem cajtu gledal, in potem, ko sem pogledal res orang westernov, do te neki že čez 30 westernov, pa špageti westernov za to stilizacijo z dolgimi kadri, tukaj imamo nekrat video spot streljanja, ne veš odkot, kaj se dogaja, kri šprica v počasnem posnetku, ljudje padajo mrtvi na vse strani, oni kar streljajo sred ulice, razbojnike, ni mar, da so tam civilisti, nor začetek filma si tako, what the fuck se tle dogaja? Čisti karneval, v bistvu sam Peckinpah se popolnoma prepustil nasilju,
In to skaže ne samo z počasnimi posnetki, predvsem montaža mene šokira. Tako. Ker je tako brutalno, ostro. Nazumira na vsako stvar. Ni tam je nekoga ustrelilo, ne, tam je nekoga v oko ustrelilo in je oko ven špriclo in tako. Zakaj se moral to videti? Ne, popolnoma se prepustiti. Ja, pa hkrati ful uporabi druge pristope kot Leone. Leone s tem ustvarja ritem in poezijo na nek način, ta pa ima. Ne, prav namenoma ruši geometrijo, koreografijo. Ja. Gre se samo še zgolj za strel, padec in nasilje. Ne? Ja, in to, mislim, gledalcu povzroči, mislim, sploh takrat, gledalcu, ki ni bil vajen video spotov, kot je Aljoša zdaj omenil. Takrat so najbolj rekli, what's video spot precious? What's MTV? ja. Mislim, Elvis je honestly delal takrat že video spote, sem se malo drugače gledal. Ampak, mislim, to jim je meltdown povzročilo. Tudi grozljivke niso bile tako brutalne. Ful se razmišlja, v bistvu, ko postavitev Peckinpahja v ta sklop na mesto v špageti western, to sem prej enkrat omenil že zakaj, kakšna je ločnica med njima, vse si v prejšnji epizodi že nekaj omenil. Za meni zgolj geografija ni dovolj, ker mislim, da se pač špageti western kamuflira kot ameriški, ampak je pa tu Peckinpah čisto vse klišeje namenoma dekonstruiral. To pa prav filozofski, avtorski pristop, kjer je stil, slog, kakorkoli bomo temu rekli, odpade in se gre zgolj za efekt. Zgolj za tisti izraz, zelo likovni izraz, za moje pojme, ko montaža postane svoje orodje in zaradi tega ga jaz bi umestil v novi Hollywood. In tukaj je pač seveda to je čisti komentar vietnamske vojne. Klanje, ki ga gledamo, je klanje Vietnama, ki so ga takrat seveda prvič gledali po televiziji, niso gledali v živo, ampak so gledali posnetke, videli so stvari prvič v živo. Ne vem, če sta bila pozorna pri tem filmu, kako se v bistvu napisi začnejo in jih vrže v neko časopisno logiko, pa se napisi zriše in kako on sam sebe predstavi, sam Peckinpah. Glavni igralec, ne vem, kako sem pozabil s ime lika, ampak kao reče v banki, ko pridejo noter, kao everybody freeze or I'm going to kill every last one of you. Freeze, Sam Peckinpah directed. Isto takoj pove, jaz sem tle sam za kill, for the kill. In meni je ful tudi, film se začne tako, da oni jahajo mimo enih otrok, ki so škorpiona vrgli med mravlje in se mi zdi taka ikoničen komentar, to je to, vi ste otroci in zdaj boste gledali to nasilje. In hkrati seveda to je nasilje Vietnama, ki ga mi spremljamo preko televizijskih posnetkov. Hkrati pa ta njihova res otroška navdušenje nad tem, ki gledajo. Jaz bi šel še korak dalje, ker po vsej tej nasilni prvi sceni, ko oni Evropajo banko, pa izbežijo ven in se v bistvu vso to nasilje odvije, civilisti so po tleh, bankiri so mrtvi, vsi so mrtvi, bolj ali manj. Pol pa zopet kader nazaj na deco, ki pa začnejo kuriti mravlje in škorpione in se mi zdi, to je Amerika, sami sebe žgemo v nasilju. Briljantno. Res nor film in pač za vse ljubitelj Monty Python, to je pač režiser, s katerega se delajo norca, v tistem svojem znamenitem skeču, tako, kjer res kri šprica v počasnem posnetku. Zame je to tudi en tak res ikoničen film, tudi kaže pač vsi so tukaj so že ostareli razbojniki, vsi to je njihov zadnji rob, oziroma hoče še po tej banki, en zadnji rob, da bi res šli na svoj konec in vidijo avtomobil tamle v Mehiki, sreča prvič avtomobil in že tako, to bo spodrinilo konje in tako, skratka divji zahod umira in umira v počasnem posnetku in v slogu. In v nasilju. Tudi če greš potem dlje, v bistvu film like razišče na ta način, da v bistvu so vsi razozdani. Vsi so pripravljeni tako izdati ali pa streljati, pobiti spajdaša, ki ne zmore več jahati, samo šus v glava, naprimer. Ali pa potem, ko pridejo do onih mehiških generalov, ki skušajo niti ne revolucijo furati, samo neko dobrobit zase, so takoj pripravljeni pomagati. Vsi se potem nekako pečajo z lajdrami in prostitutkami. Mislim, tako zelo je grafično, zelo je... Peckinpah je to potem še nadgradil v Dirty Dozen, ali tistega predtem posnel, kjer gre pa potem za drugo svetovno vojno. In so oni
zapornike poberejo, da bodo izvedli samomorilsko akcijo, Suicide Squad. No. In so vsi grozni ljudje. Ja. Ampak je v drugo svetovno vojno postavljeno, kar je pač spet, what the fuck, ne? Takrat Meni se Peckinpah, pa tudi če gledaš njegove Konvoj, na primer, ne? Ja. Meni se zdi, da celo njegov opus, to je briljantni film, Chris Christopherson v glavni vlogi, to je genius. Tam ono, ko reče, mimo grede, lahko nas probate ustaviti, ampak preberite, kaj mi piše na cisterni. Ne, meni se zdi, da bi se on ful razmišljal o svobodi, ameriškem logiki svoboden, zelo na svoj način, ne, kao, ne, neki, kar lahko tretirajo mogoče nekdo na X-u ali pa Twitteru, kao kot mi smo brez odgovornosti, pa tako naprej, ampak ne, ta odgovornost je tle zelo brutalno zastavljena ali pa nekaj, kar ima grozne posledice ali pa in tudi v Konvoju, ne, potem, ko ni več izhoda, ko je svoboda zaustavljena, edini izhod samo še strmoglavljenje tovornjaka v globino, ne, tako kot je tle to nasilje, edini izhod, samo da se rešimo, ne vem, česarkoli. Veš, da je to edini odgovor možen. Meni je briljantno režiser, res je. Res. Ja, ni zdržal dolgo. Mislim, tako moram reči, it's an acquired taste, vsekakor, ne? Ni gli za nedeljsko popoldne ali kakor tak. Hkrati bi, ravno danes sem bral zelo dober članek o torture porno. Ne? Mislim, da je to predhodnik. Ker isto se nanaša na ameriško vojno, kjer Američani delajo zelo slabe stvari in prek žanrskega filma se to potem izrazi v pač popkulturi. In Peckinpah. Ja, poleg tega, da pač zanimivo je, že za nekatere špageti westerne se je publika in kritiki tistega časa se zelo pritoževali, kako nasilni so, kako veliko nasilja je noter. Mislim, da je pač Peckinpah tudi mogel malo še dvignil pač letvico, zato ker tukaj je res za pretiravanje in pač moraš res pokazati pač to nasilje, ki absolutno, definitivno je to moglo biti nasilno dejanje, mislim, to streljanje vse naokrog, če se dogajalo na ta način. Ne? Deloma se strinjam, vsekakor se deloma strinjam, da v bistvu kao let's up the game, da je to ta logika, ampak po drugi strani mu je pa on komentira, ne? Veš, ni stilistična izbira, da bomo zdaj kao bolj blockbusterski ali pa bolj komercialen zaradi tega, ampak dejansko je orodje izjave to, ne? A veš, kot da je to stavek, s katerim on operira, ne? In v bistvu, to se meni zdi, da ga zato razlikujem od špageti westerna. Ker Leone ima suspense, montažo, vse podrejeno nekemu narativu, ki te preseneti, pa je revanša tu, pa kakorkoli. Tukaj pa lahko ta izjava nasilja ali pa kaj je ameriška svoboda, kaj pomeni svoboda, kakorkoli, izolirana in potem zlorabljena se strani, kako on prikaže nasilje, montira nasilje, kako nasilni so junaki, kako nasilni je narativ in tako naprej. V bistvu zelo samostojna izjava in zelo zanimivo vprašanje postavljene. Tako da, se strinjam, je dvignil letvico, no, hkrati pa kao naredil nekaj zelo samostojnega. Ne. Ja, super. Zdaj na hitro tukaj, jaz sem pač omenimo še Butch Cassidy and the Sundance Kid, ki ni tako na prvo žogo videti, da je nek blazni revizionizem noter, ampak pokaže, mislim, da ta dva junaka na zelo drugačen način, tudi zelo komičen način. Mislim, že začetek ti kaže te stare posnetke, zdaj nisem se poglobil to, ali so to dejanski prvi westerni nemi film, ne? Mislim, ali na novo posnetje The Great Train Robbery. Ja. S tem pokaže, tak je izgledal western, tak je pa v resnici in potem še imaš celo tisto neko sepia-ton zadevo za to, da predstavi ta dva lika, ki potem odjezdita ven in pridejo Technicolor. To se mi zdi, da taki prijemi so tipični novi Hollywood in zelo igra na vizualni ravni, na več pač teh simbolnih. In potem predstavi te ljudi, ki so čisto običajni ljudje. Tako. In tu oni niso junaki, ampak tudi niso strahopeci. On je pač lik Roberta Redforda je čist nadrkan in ultra hiter in tisto, ko premika pištolo s tem, ki je strelja in vse to. Mislim, da je povsem drugačen western, čeprav imaš še vedno ta dva junaka, ki sta pa cool, pa nista zlobna.
To je, ne? Za razliko od Wild Bunch, ona dva nista psihotika. Ja, niti malo nista zlobna, sta malo hecna, malo zabavna, taka buddy komedija. Kar je seveda poudarjen tudi s tem, da ti nikoli nimaš perspektive njunih zasledovalcev. Skratka, on lahko ropata tisti vlak, na koncu, ko pridejo ven ti zasledovalci, nek nenadjebljivi šerif, nek nenadjebljivi stezosledec, nek šten, skratka, pobrali so, železnica je plačana najboljše ljudi, ki so njima nasledi in so neumorni, zasledujejo vse do Mehike, ampak nikoli ne vidiš njihove perspektive. Ves čas gledaš njiju, kako jih opazujete zdaljave in kdo so ti ljudje, pa kaj, ne pustijo nam, ne dajo nam mir. Pa skozi totalno sta presenečena, da sta toliko vredna, toliko pomembna, da ima nekdo totalno sledi čez celo državo in v tujo državo in tako. Seveda pa je ikoničen konec tukaj, ne posebej ta prizor, ko pač se odločita, da bosta umrla pogumno v boju in pač planeta ven iz bajte, kljub temu, da veste, da je v njih operjenih, ne vem, 200 pištol, ne vem kaj vse. Ja, in bolje freeze frame ali nekaj takega. Tako in je freeze frame. Meni se zato zdi to, kar si ti prej omenil, jaz ga nekaj cajta že nisem gledal. Na Disneyju je drugače. Ja, sem ga opazil, ampak nisem še priložnosti ga osvežiti. Da v bistvu pri tem filmu, koliko se spomnim, je non-stop kao ta prizemljitev junakov, hkrati pa kao nekako dekonstrukcija mitologizacije kao določenih. Ta freeze frame je čisti likovni prema, pa z določeno montažo pa humorjem jih v bistvu kao nekako prizemlji, hkrati pa govori, tako mi delamo naše ameriške junake. Tako se gradijo ti miti, niso nič special, hkrati pa ti tle pokažem, kako je to narejeno. Ja, sej, tudi zaradi konca, pa več je drugih sporednic, je ta film z tem angliško komično kriminalko The Italian Job z Michaelom Caineom. Ker tam tudi imaš konec, kjer so na dobesednem cliffhangeru, ko jim obvisi avtobus nad pečino in on reče, jaz imam eno idejo in je konc. Ampak ful imaš tudi tam imaš pa dekonstrukcijo tega gangsterskega filma, ki je dosti bolj parodična, ampak je to tak, da mi pač probavamo, bomo videli, kako gre to, pa mogoče nam bo ratalo. Pa tam je še dodaten humor, da on prepriča gangstere, da ga sponzorira za rob, zato ker hoče zjebati EU Common Market. Tu je tudi ena zanimiva pri Butch Cassidy, tudi ta neka zelo zanimiva fora, da veliko denarja skratka gre v to, da oni najamejo te ljudi in da jo vlovijo in velika nagrada je razpisana, medtem ko pač ona dva nikoli nista železnice oškodovala za toliko denarja. Oni več denarja vložijo v to, zato ker pač ta neka... Veš, profit capital, to je poanta. Je nek tako taka zelo bizarna, absurdna situacija. Igor, pa si ti upisal 2 filma, a si ti to zdaj pogledal, Little Big Man in There Was a Crooked Man? Nisem jih ponovno gledal, sem jih pa že večkrat videl in sta pač tipična, mislim, in genialna in ful priporočam. Torej, Little Big Man ima na nek način skoraj Forrest Gump pred Forrest Gumpom. Ja, med spremljamo tega lika, ki ga igra Dustin Hoffman, ki pač skozi njegovo zgodbo vidiš vse ključne dele westerna. In ženo mu ugrabijo Indijanci in jo potem proba najti, furati nek biznis, pa ga partner okrog prinese, pa ga proda skoraj v suženjstvo. Mislim, ful pač stvari se vrtijo okrog njega, on pa nima pojma in se mu stvari dogajajo. Zdaj pač režiser in scenarist uporabita to, da prikažeta celoten razvoj westerna skozi ta en lik, ki je malo komičen. To je zelo Forrest Gump moment. In pol se še zaključi dost manj komično kot Forrest je pa scena s Custerjem. Custer uleti, točno. Custer uleti in je totalen douchebag in kreten in oni mu proba razložiti, gled, to ni dobra ideja in on gre in pelje svoje može v pogubo. In tisto je zelo hudo. Najbolj pa dejansko se pa konča film v skoraj sedanjosti takrat, torej 70-ih, kjer je pač tale Little Big Man zdaj star prek 100 let in razlaga to zgodbo. Zelo vredu film, malo ima težave s tempom, ker toliko menja zgodbo, ampak je pa zaradi tega cel zanimiv, malo dolgo traja, ampak zelo priporočam.
to. There Was a Crooked Man je pa krajši film in edini western, ki ga je režiral Joseph Mankiewicz, ki je drugače, kaj je že delal, te 10 zapovedi ali nekaj takega, v glavnem. Ja. Biblične. Ja, in to je vse prej kot biblično. To je pač o človeku, ki je zloben in je v zaporu in igra ga Kirk Douglas in Henry Fonda pa igra šefa zapora. In on, Douglas cel cajt dela štalo, oni pa pač proba zrihtati, da bi zapor bil bolj civiliziran, da bi bili bolj da bi spravili ljudi, reformirali in tako dalje. Oni pa cel cajt dela štalo in potem imajo nek gala dogodek, in on naredi rajec, pobegne, Henry Fonda gre za njim in pač zelo dark to, neki kao noble outlaw, ni niti malo noble in je zelo, zelo zloben, ampak vseeno ima na koncu malo bolj pozitiven konc kot Peckinpah. Okay. Se pozna, da je... Tega pa še nisem videl. Jaz sem ga dostkrat na TV ujel, priporočam, ker Douglas pa tale Fonda sta res super. Pa Fonda je tu že kar star in tak gospodski spade na zelo. Mito, ti si pogledal McCabe and Mrs. Miller, ne? Ja, meni je v bistvu tale izjemen Altmanov, film. Ja, moram reči, da je v bistvu en boljših Altmanov. Kljub temu, da ima velike pomanjkljivosti. Jaz prvih 20 minut ne moreš poslušati, ker je tak grozen sound mix. What the fuck je tlešlo na robe? Ne vem, kdo kar neki. Ampak ja, v bistvu to je pa uporabi western za kuliso, ampak je drama. Jaz mislim, da je drama. Tragedija bi lahko celo rekel, ne? Ma pa western uporabi za tale kuliso boja protokapitalista, ki na divjem zahodu, v pacifiškem severu zahodu, v Oregonu ali kjerkoli bomo to rekli, Vancouveru, kakorkoli, skuša narediti bar, pol pa bordel in tam spozna Mrs. Miller, ki mu proba pomagati, pa up the level kao njegovega biznisa, pol pa uletijo vele kapitalisti, ki ga ne skušajo odkupiti, McCabe, ampak ker je malo preneumen, zanimiv lik je, ravno dovolj gejsten, da zna operirati z lokalnim življem, pa jih izigravati, po drugi strani pa nima pojma, kako handlati kapitaliste in potem pač one killere, ki jih ti kapitalisti najamejo za to, da si podredijo lokalno konkurenco. In je v bistvu zelo zanimiv komentar na ameriški kapitalizem. Direktni napad na njega. V bistvu tudi, da je v bistvu, če iz tega filma kaj potegneš, je to, da v bistvu so vse te velike zgodbe o ameriškem zahodu ali pa o ameriškem uspehu, o tem osvojitvi tega zahoda, en velik fake in da so to samo zgodbe enih ljudi, ki so bili častihlepni, dolar hlepni. To, ki so skoriščali druge ljudi. Temu se reče pohlepni. Ja. Ki so samo skoriščali druge ljudi, ki jim je bilo mar za ženske, ki jim je bilo mar za, mislim, ni bilo mar, ni bilo mar za ženske, za male ljudi, kakorkoli, ne. To je v bistvu tudi najbolj Star Trekovski film, kjer noter igra René Auberjonois, ki v DS9 igra Oda. Aha. Super film je, pa tudi na koncu, ko McCabe umira v snegu noter, tako zelo poetičen, na nek način tragičen, zato rečem tragičen, on se nekako obrani vseh teh morilcev, ki ga pošljajo naden, medtem ko se celotna vas oziroma mesto bori z ognjem cerkve, tisto, ko skupnost skupaj odtegne, da obranijo tisto, kar jim je pomembno, medtem ko oni, ki jim je pa samo za denar, se pa grejo klad v snegu in vsi umrejo. Noben ne preživi, nekako si misliš, vse to je pozitivno, ampak pa ta Leonard Cohen muska noter, ki mislim, da je po večini fail, kako je uporabljena v filmu, ampak tle pa se mi je zdelo, ok, tu je ta tragika, zato so ga ponucali. Super, zanimivo, ker tudi meni ni bilo tako še. Mislim, zdelo se mi je, da je zelo nenavadno, mislim, pa ni slaba, mislim, absolutno ni slaba muska, nekaj Cohen. Ne, ni, ampak je uporabljen tako, ker imamo ga, dajmo ga ponucati in ga ponucajo na neprimernih mestih. Ja. Pa tudi Millerjeva, ona je dobila, mislim, igralka je,
Ja, nimam zapisano tle. Ja, se upravičujem že vnaprej, Ja. se mislim, da pokojna, tako da me ne otožne. Je dobila Oscara zanj. Julie Christie. Hvala Julie ti. Christie, Ja, je dobila Oscara zanj in upravičeno, ker je dobra. Njun odnos je zelo dober, lepo spisan, ampak tudi ona na koncu... Nominirana je bila. Ja, pardon. Ok, še vrejo, da ni živa več. Njuno... Igor preveri, če je živa. Ja. Tudi ona... Shit. Mislim, tudi ona, njen lik, konča na koncu v nekem tem opiatskem, kako se temu rečem, gnezdu ali den. ja. Ker ona pa zdravi, I guess, da svojo depresijo, ne? Ja. Z drogami. In je tako, zelo je tragičen film, ne? Ampak hkrati pa ful ima pa zapovedati. Ja. Pa tudi ta kulisa tega zahoda je netipična, je sneg, je v bistvu ta gore. Ne? Ja. Pa Altman, pač tipični Altman je v tem, da pokaže ti nek prerez družbene. Ful je liko, to, kar si rekel na začetku. Sploh ne veš, kdo bo glavni, kva se bo dogajalo, ker pač pogovor tam mal nek govori, tam neki to pač tipično Gosford Park in vse, kar je Altman naredil, to zelo tipično zanj. Meni je super in tudi eden redkih filmov, ki pokaže recimo Kitajce na divjem zahodu, ker mislim, jih je takrat bilo zelo veliko, ker so hodili delati tudi železnico, so večinoma delali kitajski delavci. Ne? In opijati in to je bilo takrat zelo pogosto na divjem zahodu. Prvo sliko, ki sem jo jaz imel, ko sem rekel, zakaj mi je ta film fucking zakon, ko pride McKay, pa začnejo karte špilati in me takoj spomnila ta scena, oni za mizo, ena boga luč nad ono mizo, na Van Goghove krompirjevce. Aha, the best, ja. Je isto, skoraj identična luč, ker mislim, da se dogaja 1902, Van Gogh, bla bla, ampak ista osvetlitev, ista revščina, ista beda in mi je bilo tako, tle si dobil navdih in točno ta tragika se potem začela odvijati naprej in bilo, to je super film. Mimo grede nisem imeli opijatov, opi sem imeli. Opi, proto-opijatov. The granddaddy of all opiates. Opi, ja, seveda. Super, potem sta še dva filma, ki je treba izpostaviti tu in obeh režiserjev, ki smo jih zdaj že omenjali, to je Pat Garrett in Billy the Kid, Sama Peckinpahja, kjer prikaže skratka James Coburn igra Pata Garretta, Chris Christopherson pa Billyja, čeprav je precej prestar, da bi igral Billyja, ampak je spet taka dekonstrukcija, pač tukaj imamo Pata Garretta, neki bogati rančeri najamejo zato, da ubije Billyja the Kida oziroma ga spravi iz države, ker je pač ne bodi ga treba, karkoli že, čeprav sta bila včasih prijatelja in Patu Garrettu ni do tega, da bi mu karkoli, on mu tudi reče, pač 5 stran, 5 drugo državo, zato, ker pač jaz te nočem loviti, ampak dam ti, 2 dni ali kaj mu že reče, potem pa te bom. In Billy pač noče, ker pač tako, ne, jaz pa ne bom, mislim, brez veze. Itak je konc vsega. In pol je dolgo ta nek lov, ki traja in traja, Billy hodi od enega nekega se zaplete v neke dvoboje z nekim ljudmi do drugega in na koncu pač Pat Garrett ustreli Billyja the Kida, ki stopi skozi vrata, totalno brez vsakih ceremonij in najhujše, ker pač je on ustreli Billyja the Kida in spet ta mit divjega zahoda, en fantek teče za njim in ga obmetava s kamni, pač ti, ki si ubil Billyja, našel pač zvezdo, tukaj zvezdnika in tako ena taka res zanimiva miniatura, je pa res, da to že res tako vsi izgleda totalno hipijevsko. Chris Christopherson igra Billyja the Kida tako matter of factly, pač meni je šel rahlo na živce, moram priznati, tako prav nenavaden. Jaz si ga zdaj nisem užil, ampak eno idejo imamo v glavi, da v bistvu kao že z samim izborom igralcev, z 2 country glasbenikoma, v zasedbi noter, da je v bistvu že to meta narativ, da v bistvu ti on pokaže vse fake. Vsi ti vaši miti, s katerim se ponašate, to je vse konstrukcija. Ne? Ja, tukaj notri je Bob Dylan, recimo tudi, ki... Pa Chris Christopherson, on je country. Tako, Bob Dylan je tako najslabši igralec, neki si reži sam sebi, neki tako. Ampak ja, pa tudi jaz nisem vedel, da je pač Knockin' on Heaven's Door posneta za ta film. Koliko je recimo za Butch Cassidy in Sundance Kid je Raindrops Keep Falling. Zelo... Tudi glasbeno so tukaj malo dvignili letvico, ampak so šli na to, kar je Igor preomenil, na muziko, ki obstaja, ali pa na glasbenike, ki obstajajo in so oni naredili. Tudi v tem času so recimo naredili Graduate z komadi iz Simona in Garfunkla, ki so že obstajali. Oni so dejansko potem prepričali, da je spremenil ime
v komadu. V Mrs. Robinson. Ja, zato ker je bilo Mrs. Kennedy v originalu in je bil to komad od Jackie O, ampak oni so rekli, ok, ne bi dali to film, pa daj ti tu not Mrs. Robinson. In pač, To pa mislim. ja. Super. In se je dalo zmeniti. In čisto za konec bi jaz omenil film, ki jaz mislim, da je res totalna, ne samo dekonstrukcija, ampak posmeh divjemu zahodu, je pa Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull's History Lesson Roberta Altmana, kjer imamo pa skratka Buffalo Billa, ki ga odlično odigra Paul Newman. Dobo je sicer, isto, ko je sočasno dobil zelo slabe ocene kritikov, predvsem niso marali Paula Newmana. Predvsem je film se meni imel to napako, da je išel ob 200-letnici, se pravi ob bicentennial, ne more biti 200 let. Ja, se mora biti več. Amerika je bila takrat stara 500 let, ali koliko ne? Ne, o čem se govorimo? ZDA, država. 200 let ZDA. Amerika kot kontinent je bistveno starejša. 200-letnici ZDA in seveda ljudem ni bilo všeč, kar jim ta film pripoveduje. Ker seveda Paul Newman prikazuje Buffalo Billa kot enega pijanca, ki si je en tip, ki je o njem govoril, si je zmislil njegovo štorijo in on skuša nekako živeti to, kar je on pripovedoval o njem. In seveda ves ta šok je totalni fake. On kao strelja in vse zadane, ampak v resnici nekdo drug strelja, on pa strelja pač v neko plato. Tako pač prikazuje to zgodbo in on nabavi, ko bo rekli, ne piše na IMDb, je pisal, da si priskrbi ali nekaj takega Buffalo Billa, sedečega bika, v resnici ga kupi od ameriške vlade, ker sedi v zaporu. In ga kupi od njih, zato da bi seveda popestril to svoj divi Wild West show in da bi prikazal napad na Custerja, kot ga je pač skratka, zato ker sedeči bik je bil tisti, ki je Custerja ubil. In seveda mu sedeči bik takoj pove, da se stvar ni tako odigrala, kot on hoče, da njega niti ni bilo tam, da je bil Custer kreten in da kaj če bi raje uprizorili, kako so pobili oni cele vasi Indijancev. In pač njemu to ni všeč. Predvsem pa ne vem, sedeči bik pobegne enkrat, pač odjaha iz tega šova in oni mu sledijo, zato ker je on težki traper in ste zasledili. In seveda grejo za njimi tako pol ure, za njimi pa jih ne najdejo več, oni pridejo pol nazaj in tako. Skratka, ves čas je ta komedija, Buffalo Bill se boji ptičev iz nekega razloga in potem kanarček pobegne z neke kletke in on čist pobesni in ga skuša streliti in ga seveda niti približno ne zadane vse drugo kot tistega kanarčka. Skratka, ves čas je to norčevanje iz tega mita Buffalo Billa, kako so ga naredili, ameriški predsednik si pride to pogledat, mu skuša sedeči bik dopovedati, da pač mu je obljubil neke stvari, predsednik noče niti slišati o tem. Ves čas ta razlika, kako oni tretirajo te staroselce, kako se obnašajo do njih, kako nimajo pojma o njihovem življenju, ne v njihovih navadah, ama baš ništa. In res tako malo mučen tudi film, zato ker je še kar dolg in so ti konstantno nalaganje te plasti in plasti ironije in jaz res verjamem, da Američanom ni mogel biti všeč. Res se mi zdi tako, da je en tak film, ki te zaboli, ko pomisliš, kaj smo naredili, pa kakšni kreteni smo. In ja, nekako ob praznovanju pač te 200-letnice so ljudje rekli, ne, ni nam všeč ta film, drugače 200-letnica ZDA je predvsem, so oni proslavljali tako, da je žur trajal več tednov in v velikih mestih je to bilo res divje, New York posebej velja za točko, ko se je HIV razširil. Je bilo prav to, ker so mornarji iz vsega sveta prišli na ta žur v New York. Super. In New Yorkčani so bili tam in takrat pač se je veliko seksalo pol. Normalno, in, in potem se je HIV razširil množično po celem svetu. I call bullshit, ker to se čuje kot neka ameriška propaganda, da so kao tujci prišli pa seksali z Američani, kar nekaj. Tudi Američani so seksali s tujci, ki so šli naokrog. To je v bistvu fora, da so mornarji, Američani okužili mornarje tudi, ne? Ampak to vem iz onega stripa, ki ga je Pižamc prevedel od Bechdel, Dom za umret. Ful priporočam. Ok, to je ta sklop, recimo, par filmov bi še lahko sicer noti šel, ampak se bomo še navedli. Mene zanima tukaj, kaj pa Young Guns? Je sicer 15 let kasneje,
Te bomo obravnavali v naslednji epizodi. Ja, kako zamejimo zdaj konč tega žanra? Ker jaz imam, naprimer, kako se že imenuje, en film je iz leta 86, ki je v bistvu, pozval sem pa zdaj naslov, je pa studijski western, ki je stal malo more ignora, ampak takrat je v bistvu bilo konec tega, ker je v bistvu flop bil totalno. Kaj je že bil naslov, neki Hired Guns za nekaj tazga. Jaz sem tudi nekako smatral konc, samo je pa studijski, ni glih avtorski film, tako da ga ne morem tleti šata. Veš, kaj se ni... Kako bomo zakrožili to? Jaz sem zamejil to, da je nek klinkat zaradi tega, ker po tem letu v 80-ih western je zelo redek. Vsake toliko časa se še kakšen pojavi. Veš, Eastwood dela non-stop, ne? On, High Plains Drifter, naprimer... Ja, se še spada sem noter. Še spada sem noter. Fora je v tem, da preprosto jaz sem pač zamejil do neke mere, zato ker pač preprosto pol v 80-ih ni tok westernov, prijavi se pač prvi akcijski filmi, body filmi, horror in tako prevzame čist nek drugi žanr in potem v 90-ih nekako okrog Unforgiven se spet zgosti. In ti filmi bi jaz rekel, da čeprav so po naravi revizionistični na nek način, jaz mislim, da so revizionistični zaradi tega obdobja, v katerem zdaj so, ker so se pač tukaj naučili in western potem ni mogel biti več enak. In so skratka neke nove stvari vnesli. Plus so družbeno kritični več. Ja, tudi manj so recimo družbeno kritični kot recimo tile, ali pa manj kontrakulturni. Razumem, štekam. Okay. Ja, ampak seveda se pojavlja. Jaz mislim, da pač western po tem obdobju ni mogel več iti nazaj k klasični, bomo temu rekli, dobi, vsaj ne brez nekega dodatnega zavedanja. Ja, ampak veš, dobro, to bomo obdelali v naslednji epizodi, kjer imamo pač novi western, ker meni se zdi, da v bistvu kao oni ga zaključijo z avtorstvom, kot da je avtor smrt westerna, studi prevzame, pa ne more tega delati. Pa imaš sicer Pleše z volkovi, ki je nostalgičen pogled na nek način na western, hkrati imaš pa Unforgiven, ki je vrstnik Pleše z volkovi, ki je pa čista smrt, ampak ni pa političen. Tudi Young Guns je takrat nastal ena in je v bistvu zanimiva mešanga. Ajde, mogoče bi pa lahko tako rekel, smrt revizionističnega, ali pa zaključek revizionističnega westerna, ko se politika zaključi. Ja. Pa izjava. Ja, na nek način. Ampak Pleše z volkovi je vseeno malo političen. A je? Mislim pa politični v smislu identitetne politike, pa genocida, pa... Mislim, seveda. Genocid, ta malenkost, They are all Hamas, sicer. Napačen sestanek. Tam po drugi strani je seveda lahko je manj političen, zato ker je bilo to delo opravljeno tukaj. Tukaj noter smo imeli to revizijo, ampak ta revizija je spet pač prišla z nekim pogledom na te ameriške mite. Tam pa mislim, da je bolj se ukvarja tudi z nekim realizmom, ker že pride neki zgodovinski vpliv. Jaz mislim, da pač v 90-ih so tudi to gledali malo bolj že. Tudi bolj so bile raziskave, Divji zahod je bil bolj raziskan, pač podrli so se tudi neki miti, ne samo skozi film, ampak tudi skozi zgodovino, skozi revizijo zgodovine same. In jaz mislim, da so oni pol črpali bolj iz tega. To je tako, kot danes, če greš snemati partizanski film, seveda to ne more biti jugoslovanski partizanski film več. Mora biti do neke mere pač revizionističen. Ne vem, se pravim, jaz tega sklopa se še zdaj... lahko to poveš babusko? Jaz se še zdaj tega sklopa nisem, to še me čaka, to še moram pogledati. Predvsem bo zanimivo, recimo, ker jaz sem si ohranil recimo True Grit, original, ker ga bom gledal tik preden bom pogledal remake. In bi rad videl, če je kakšna razlika, ker recimo True Grit je še spada tam skoraj v klasični western, medtem ko pač nov remake je pa že preživel revizionistični western in se je mogel tudi z tega nekaj naučiti. Tako da take stvari bomo malo pogledali in bomo videli v naslednji epizodi gledamo western po 90. Bomo skratka združili vse do danes. Kaj pa Young Guns, ki so iz 88? Ja, Igor, po 90. okrog 90. Ni čistih rezov, tukaj ne moramo res čist povedati. Na hitro bomo seveda šli skozi neki še. Ste vidva še kaj pogledala z tega obdobja, kar spada tem noter, kar bi še omenila? Nič tazga, kar bi mi zaven štrlilo. Mislim, do neke mere so western vključili tudi filmi kot... Kaj je že, oni znani film? Oni znani film. Mislim, začnejo se... Warren Beatty pa pobija ljudi. Skoraj v vsakem filmu. Bonnie and Clyde. Recimo Bonnie and Clyde ima elemente westerna, revizionističnega dne na zadnje. In tudi ful drugih filmov iz tega obdobja je črpalo. Imaš na primer Westworld.
Carpenterjev, ne? Potem imaš... Ne, ni Carpenterjev, ampak je kar... Crichton, seveda, pardon, Crichtonova zgodba je. Ja, pa tudi mislim, da on režiral film. Westworld je režiral tudi. Tak, ja, to še to. Ja, okay. Pa Outland, ne? Samo to so veš že ti večžanrski mix, ne? Kar bomo pa delali pa v kasneje. zadnji epizodi. Okay. Skratka, naslednjič delamo od recimo okrog 90 pa do danes. Skratka, to delamo v naslednji epizodi, kjer bomo... Torej Horizon bo zraven. Ja, če boš ga hotel. Vsak od nas si vsak od nas si lahko tam zbere, recimo. Tako bomo naredili pred zadnjo epizodo. Pa samo objavili seznam, da folk tako, lahko... bomo dali pravočasno seznam gor. V zadnji epizodi, potem se pravi, to je zdaj 4. epizoda, ne? V zadnji epizodi 6. bomo pa pol delali žanrske hibride, se pravi, pričakujte nezemljane, skratka vesoljčke, vampirje, ne vem kaj še vse. James Bond, karkoli vse z divjim zahodom. Jaz sem v to obdobje med revizionistične, seveda spadajo Vinetujke, jugoslovanski westerni do neke mere, ki so snemani pri nas. Jaz sem si pogledal Zaklad Srebrnega jezera, ki je posnet na Plitvičkih jezerih. Film. Pač malo sem si ga zapomnil, malo drugače, ker sem pač to gledal kot fan Karla Maja, v resnici filmi niso bog ve kaj, ampak tukaj pač postavljajo to romantizirano podobo staroselcev. Skratka, tukaj imamo Vinetuja kot nekega napol magic negro figuro, ki pač bere sledi, on tudi po kamnu ve, kam so šli, ker pač vse prebere in tako naprej. In je pač ta podoba in tega seveda belega rešitelja v podobi Old Shatterhanda, ki pač skratka jaha z njim in pač lovita neke zlikovce. No in če vas zanima kaj več meni Aljoša o Vinetuju, pa preberite Jazbino, ne vem, kjera cifra, ampak je napisal... Sem o Karlu Maju, tako. A ni bila Star Trek? Ne, ni bila Star Trek. Ne, ampak ja. Eni od Jazbin poiščite, Aljošov članek vredo je. Potem imamo Hang 'em High, seveda tega posta, kjer govorijo vseh, skratka o teh, je tudi na zgodovini utemeljen, skratka napravljen na nekem tipu, ki je bil hanging judge, ki je skratka obesil dobesedno vsakega, ki ga je ujel in se mu je zdel dovolj sumljiv, se ga pač obesil. In tukaj pač Clint Eastwood preživi eno tako obešanje, ker ni nič kriv, zamenjajo ga za nekoga, ki je ustrelil nekega rančera, on pa je samo kupil njegove krave in potem, ko preživi, skratka polovi vse te ljudi. Omenjali smo, mislim, da tega tudi nisem mislil, Death of a Gunfighter, recimo Roberta Tottena, tudi spada v tale revizionizem. Zelo bi izpostavil Soldier Blue iz 1970, Ralpha Nelsona. To je pa film, ki pa bi ga že lahko omenil tudi v zadnji epizodi, ker ima zelo veliko elementov grozljivke oziroma takega torture, splatter, porna. Čisto na začetku je nek poboj, ker Indijanci napadajo skratka neko karavano in pobijajo neki ljudi in si misliš, ok, to je kar nasilno v smislu Sama Peckinpah, ampak potem vidiš belsko maščevanje, ko napadajo skratka vas z ženskami, otroki, pobijajo, režejo joške, posiljujejo, pobijajo otroke. Vsi so Hamasa. Ja, gre že kar tako v zelo grafične detajle in seveda je to na nek način komentirala My Lai, poboj v My Laiu v Vietnamu. In je res tako, ampak drugače je film romantična komedija. Vmes je pa romantična komedija med Candice Bergen, igra noter, in Peter Strauss. On ni nič posebnega. Candice je pa tak ženski lik, ki je živela med Indijanci zelo dolgo in ga pač tega modela uči preživetja, ker nima pojma, skratka. In ona je tudi taka brezsramna, pač on več čas pokri se, pa ne vem, kaj kažeš noge in ne vem kaj vse. Pa cel je tak, hoče biti vitez, ona pa je taka zelo odprta, ampak ja, konča se pa tako z grozljivko in si sem tako, what the fuck se tle dogaja. In je res tako zelo... Ja, jaz bi še omenil High Plains Drifter. Tako, super. Neznani zaščitnik po naše. Wow. Super. Tudi Hang 'em High je obesitega brez usmiljenja. Nekaj, kar bi Ice Cube špilo.
Ker je pač Eastwood igra tega lika, ki pride tja in vsi mislijo, ti nam pomagajo pred onimi zlobneži, on pa v bistvu zelo biblijsko jim pove, vi ste kreteni, zlobni in nesramni do vseh in jih pač zbije tekstom dal na noč, nauči jih, lesen njihovo mesto preimenuje v hell, tako da ko pridejo pobarva v rdeče, pobere jim vse, pač čist manj socialističen redistribution of wealth in pol ko pridejo bad guys, so what the fuck se je zgodilo tu, to je grozen plac, ne moga Evropali, ampak pol jih vseeno on pobije. Ja, tukaj gre za to seveda, da on maščuje smrt šerifa, ker so ga meščani gledali in tukaj obrne to tipično westernovsko finto, da so oni, ki so meščani, nedolžni gledalci, ki niso upleteni. Tukaj pokaže, ne, vi ste krivi, ker mu noben ni pomagal, pri čemer je tega šerifa igral Clint Eastwoodov dvojnik, zaradi česar ti nisi čist ziher, ali je to on, ki se je vrnil od smrti, ali je to sam hudič, ali karkoli. In tukaj tudi ima take zelo grozljivkaste elemente. Meni je res nor prizor, ko on potegne ven enega od teh zločincev, zato ker šerifa so z biči ubili. Skratka, to so ga bičali in potem ga biča na ozadju, zadaj za njim pa gori. In res gleda, kaj hudič, kaj toče z bičem. In je tako zelo biblijski. Mislim pa tudi ono proper Biblija, ne? Glejte, če ne te dobri. Pa seveda to je že režiral Clint Eastwood. Tega je že on sam naredil. Pa jaz sem še pogledal, da je Outlaw Josie Wells, ki je pa zelo zanimiv film, zato ker je posnet po romanu, ki ga je napisal Ku Klux Klanovec. In je tudi tako, Josie je v Wellsu neka milicija, ne vem, kako mi temu rečemo. Vaška straža. Vaška straža, tako pobije ženo in otroka, posili ženo in ubije še otroka zraven, in on se maščuje in seveda gre med konfederacijsko vojsko, zato ker so oni na strani skratka Nigerlaverjev Uniona in nihče ne omeni, čemu se ta vojna bojuje, pač to ni važno. Ampak skratka na koncu ta dober, ko zmagajo skratka sever, pobije cel njegov regiment, samo njega nekaj se ni hotel predati. In potem njega zasledujejo in on vmes kar pobira nekaj ljudi, enega indijanca vzame sabo, pol še psa, pol še eno indijanko, pol celo neko gospo z babico z hčerko in jih nekam vodi. In je tako zelo ves čas je ta zakon, vlada vam ne bo nič pomagala, to je vse shit, moraš imeti pač v roke sam vzeti tako in je. Mislim, da ful je bilo pozitivnih kritik tega filma, pa so bili vsi malo čričkasti, ko se je razkrilo, da zato, ker najprej je tip pod psevdonimom napisal, psevdonim je bil, kot da je nek staroselc, pa se je izkazalo, da je Ku Klux Klanovec, ki je pisal neke govore enemu konfederacijskemu generalu ali neke take fore. Skratka, malo revizionističen, tudi malo en drug način, bomo temu rekli. To mogoče segue za moje vprašanje. Kaj se pa dogaja na tem področju revizionistične western literature, kao žanra, vse tu? Imamo kdo, vidi, da sta bolj brana kot jaz, ampak... Tukaj je neki, ampak predvsem kaj je že ta ameriški pisatelj, ki mi je zdaj z glave pobegnil, ki je posnel ono zombijevsko cesto. McCarthy. On ima nekaj takih revizionističnih westernov, oziroma grozljivkastih, nenavadnih, čudnih westernov. Mislim, tudi tist... Blood Meridian. Ampak High Plains Trilogy je pa zelo pristna zadeva z ljubezensko zgodbo v sredi o tem, kako je konje zbijati in mislim, konje skupaj hrdati in vzgajati in kak je pol problem. Ni toliko. Imaš neki outlaws, imaš neki, da oni štalo naredijo, pa pol to pride za njimi, pa take stvari, ampak je ful bolj fokus na človeškem doživetju, stiku z naravo, te fore, ne? Ampak Blood Meridian pa je hardcore. Sem pa še eno knjigo prebral ravno pred kratkim, Lone Women, sodobna, od, zdaj sem pozabil, ameriški pisatelj, ki je pa o ženskah, ki so, mislim, niso zgolj ženske, ampak tudi posamezne ženske, ki so Montano poseljevale, ker v bistvu je fora, da si ti moral imeti
več let saditi pridelek in požeti, da ti je lahko pripadla tista zemlja, za katero si neki drobiž plačal. Itd. In potem, kako se med zimo, ko večina ljudi vseeno gre lahko beg, ena drugačna dinamika vzpostavi in to predvsem kapital, bogati ljudje, revni, ljudje, ki so temnopolti, Azijci, ki so pač manj vredni, kako se jih potem, recimo ena Azijka tam je, ki rjuhe, pač pralnico ima in ona na roke dela, potem ena Belka, odpre avtomatsko pralnico not, ker to se dogaja v začetku 20. stoletja in potem pač vsi ti bogati, dajte, pustite tisto Azijko, dajmo to podpirati, ker je močna ženska, ki se bori za napredek mesta in tak dalje. In je ful v redu, razen konec je pa jaz sem zelo odprt do tega, da mora biti representation in what not, ampak that shit woke. Okay. Mislim, konča se s tem, da te vse ženske naredijo neko ala Field of Dreams mesto, kamor bodo druge ženske, ki so pač pretepene ali pa whatever, najdle zatočišče in je tako prav napol mistično, translike noter stlači, malo pa nepotrebnem in ampak tak overkill tega v zaključku, Moje drugo vprašanje bi bilo v smislu tega sklopa. A je Carradineov Kung Fu del tega sklopa? Jaz bi rekel, da je to Bruce Lee Kung Fu. No, ok, v redu, let's go there, ampak ok, vsi bla bla bla. Kaj pa vem, mislim, da je to že spada tam med onem mix žanre, ne vem, koliko je pa, mogo bi pa še enkrat pogledati, da bi videl, koliko je to zdaj revizionizem, oziroma koliko je to neko... Sam za tiste, ki ne vejo, pač to je TV serija, kjer se gre v nekem Shaolinu, ki je v San Francisco, tam nekje, so ga ven vrgli, whatever se je zgodilo, on potem potuje po divjem zahodu in rešuje probleme navadnih ljudi, to je premisa, ampak to, da nekdo potuje in rešuje probleme navadnih ljudi, je bila staple serij 70. in 80. Kar je del tega sklopa, samo zanima me, a se tematsko v smislu koncepta loteva tega? Mislim, da oboje izvira iz divjega zahoda in tega frontira in tega, da pride nek tujec, ki ima pravičnost v sebi, klati vitez v bistvu in pomaga navadnim ljudem. In imel si tega Fall Guyja, imel si potem Knight Riderja, A-Team, Airwolf, ne vem, full... Ni da ni, se vem. Je bilo teh zadev. To me zanimalo, ker vseeno, meni je zelo western, Je western, pa hkrati je tudi tale pač viteška romanca. Okay. Jaz sem hotel še edino za tega zadnjega Josiah Walesa povedati, da je tako zelo navdahnjen z špageti western, tukaj se pač vidi, ker je tudi Clint Eastwood režiral in igra glavno vlogo, koliko je ta vplival in ima res, to je film, ki je za številne citate, mogoče ne veste, da je z tega filma, ampak so z tega filma in jih je tako res milijon. Jaz bi tukaj sem dva povedal. Eden je skratka, kjer je Josiah Wales oziroma Clint Eastwood soočen z nekim bounty hunterjem, ki mu pač reče you're wanted, Wales, in reče reckon I'm right popular, you a bounty hunter? A man's gotta do something for a living these days. Dying ain't much of a living, boy. To je to. Okay. To je to, pa še tale pol tudi se pogovarjata Laura Lee in Josiah Wales in Laura Lee reče Kansas was all golden and smelled like sunshine in Josiah Wales reče, yeah, well, I always heard there were 3 kinds of suns in Kansas. Sunshine, sunflowers and sons of bitches. Ta pa je pričakoval. In s tem je osvoji. Mimo grede. To je ta joke, kjer iskrica dokončno preskoči. Skratka, še 2 epizodi nas čakata meseca westerna, kot že rečeno, naslednji delamo western po 90. Veliko se bo vrtelo okrog 90. Hvala, Igor. Okrog 90. veliko se bo vrtelo okrog mladih revolverašov, ali kako je že bo ta prevod? Young Guns. Seveda neoproščeno in Tombstone, Last Mohican, Pleše z volkovi. Tudi kakšne novejše, jaz upam, da bo Horizon, tudi pogledal bom, upam, da ujamem tega z Nicolasom Cageem,
ker je tudi knjiga, rad bi tudi knjigo prebral, ki je pri mladinski knjigi šla Butcher's Crossing. Butchers, ja, ne vem kako je v slovenščini, mesarjev prehod. Ne vem, eno tega. Abattoir Blues. To delamo potem pa v zadnji epizodi, skratka pa pričakujte vse večžanrske pa še kaj, bolj pride zadevščine. Tako, Bon Tomahawk, recimo pričakujte v zadnjem, mogoče bo kdo pogledal Cowboys and Aliens. Jaz sem. Jaz ne bom. Zakaj ne? Ker sem ga, pa mi je... Skratka, take stvari, to vas še čaka do konca avgusta, mogoče boste te dve zadnji epizodi celo na isti dan, ker nam prvi dveh ni uspelo na isti dan, kakorkoli že. Še malo potrpite z nami, potrpite z Westerni, potem pa bo čas za naslednjo 7. sezono, v kateri pripravljamo veliko zanimivega. Marsikaj o tem boste tudi že zvedeli na naših socialnih omrežjih. Pričakujemo 200. epizodo, ki jo bomo posneli v živo skupaj z vami, če se nam boste pridružili. In načrtujemo za naslednje leto več epizod v živo, tudi kje po Sloveniji. Skratka, ostanite uglašeni, spremljajte koledarčke in naša omrežja in oboževalci in oboževalke, kaj vidimo. Jiha! Ljudje in ljudine. Tako je za avtor, rabi, okay, ne? To je bila že naša, zelo se mi je pomagal, mi to brez tega ne bi mogel. To je bila že naša 196. epizoda, -3. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mejo Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile, knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, tako se gradijo miti. Gegič. Okay. Igor, kaj je že oni znani film? Harp. In Aljoša preveri, če je živa. Harlamo. Tole epizodo smo posneli pri Igorju doma v Šiški, ker Šiška rula Ljubljani, Ljubljana pa svetu. Hvala za gostoljublje, Igor. Zdaj pa si prižgimo enega kumbaja. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije, ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, dajte, ocenite nas, lepo prosim. Spremljajte platformo Aparatus z odličnimi in raznovrstnimi Aljoša, rabi samo potrditev podcastov. In če se sprašujete, kdo med nami je hipi, potem nikoli niste pozorno poslušali Igorjevih pripovedi iz njegove mladosti. Za kar se lahko odkupite tako, da takoj zdaj preposlušate 12 naših starih epizod. Zakaj ravno 12? Toliko let je namreč izgubil Igor, ker je vso svojo mladost kadil. Podcast Obot. Boj, da bi naj po 10 letih bil že čist klin. Podcast Obot, ne počnite tega doma. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast KM brez pikice mes v obodu, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, zemljevide z risanimi poljanami marihuane, predlogi, kaj bi za vas pogledali naslednji. Tole je bila že 196. epizoda, 4. epizoda meseca Westerna. Dragi oboževalci. Kako pa jaz probam, pa ni prav. Ja, ni. Naslednja epizoda bo zunaj že naslednji teden, ko bomo skratka pogledali, kaj se je dogajalo z Westernu okrog 90-ih in še čez do danes. Do takrat pa hvala vam za vašo pozornost. No? Bog vas živi. Bog vas živi. O moj Bog, Bog vas živi. To bo. Evo.